Morda je danes težko razumeti, da je mirnodobna miselnost radikalno drugačna od miselnosti vojne. V času vojne je javni diskurs izrazito polariziran, črno-bel, mora biti takšen v okoliščinah, ko je v celoti porušena esencialna družbena struktura, vidni in nevidni stebri, ki skupnosti zagotavljajo občutek stabilnosti. Na Slovenskem je med drugo svetovno vojno enovitost javnega diskurza zagotavljal ukrep osvobodilne fronte v kulturnem molku. Priložnost za javne kritične, intelektualne in druge razmisleke je bil, preden je spregovorilo orožje in pride spet z nastopom miru. Medtem ko se v vojnem stanju skrčenje javnega diskurza kaže kot nujno za izhod skupnosti iz kaotičnega, skrajnim nasiljem prepojenega družbenega zloma. Monografija osebnosti druge svetovne vojne medtem govori o tem, da je življenje, ki ga pod to veliko črno-belo družbeno sliko oblikujejo posamezniki tudi ali še posebej v času vojne, divje barvito, prepleteno, kaotično, nikoli enoznačno in premočrtno, vijugasto, nikdar samo dobro in plemenito, ne zmeraj zgolj slabo in zlovešče. Podtalje črno-bele družbene slike govori tudi, da sopotniki in sopotnice vojne kot orjaškega družbenega procesa iz nje ne morejo jeziti brez duševnih interesnih ran, ne glede na to, kateremu socialnemu, izobrazbenemu, političnemu, verskemu ali nacionalnemu okolju pripadajo, ter ne oziraje se na njihov vojni angažma. Vojna travma se prenaša medgeneracijsko, vendar 80 let po koncu druge vojne ne moremo več govoriti o neposrednem vplivu vojnega trpljenja na življenje posameznikov, pač pa govorimo o razvejenih družbenih zarezah, brazdah, tudi anomalijah, ki so jih travmatične zgodovinske izkušnje pustile na tkivu skupnosti kot celoti. In samo v tej obliki, torej ne kot individualna, pač pa kot skupnostna travma, preverjajo na dan v času povečanih družbenih antagonizmov. Opisane procese lahko opazujemo v sferi ne le slovenske etablirane politike v času za skupnost in posameznike mučnega padenja predstavnega sveta, vzpostavljenega po koncu druge vojne ter utemeljenega na enakosti in antifašizmu. Osrednji pojmi in pojavi, ki so opredeljevali preteklo dobo, fašizem, komunizem, antifašizem, nacizem, so v procesu padanja imaginarija izgubili ali bistveno spremenili svoj pomen v sferi javnega ter ne zagotavljajo več skupnostnih oprijemališč. To pa ustvarja občutek umiranja vrednot, nezaupanja in krepitve družbenih napetosti, ter na drugi strani daje prostor vzniku teorij zarot, družbenih patologij in političnih ekstremizmov. Avtoricam in avtorjem 18 biografskih študij te monografije se globoko zahvaljujem za prispevek k kolektivnemu delu. Brez njihovih entuziazma, raziskovalne strasti in skupnostne odgovornosti poskus uloviti družbenega trenutka vojne skozi biografske študije ne bi bil mogoč. Knjiga Osebnosti druge svetovne vojne je zadnja v nizu monografije o osebnostih, ki jih urejam v okviru zbirke življenja in dela na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Posebno vrednosti daje dejstvo, da so pri njej sodelovali pisci in piske z različnih institucij ter družboslovnih in humanističnih usmeritev. Stkali so in smo svojevrsten stik v času s preteklimi generacijami, katerih razmislek in dejanja so lahko pomoč sedanjim in prihodnjim generacijam pri razumevanju stvarnosti. Nazadnje se zahvaljujem predstojniku Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU Gregorju Pobežinu za naklonjenost ideji in finančno pokritje izida tega dela.